Lepo pozdravljeni v oddaji Uspeh na smeh, tudi na vaši televiziji. No takole, gorenjsko mleko v letu 2005 je precej dvignilo prahu, kaj in kako z izvozom gorenjskega mleka. Ta pa razsvetlimo dogodke, pa bomo seveda preskočili malo v leto 2004 in preko leta 2005 prišli v leto 2006, torej v današnji dan in kaj in vse se je dogajalo z gorenjskim mlekom. Da pa bo zadeva bolj razumljiva, pa vam bom že predstavil današnjega sogovornika, torej prvega, ki je tudi odgovoren, kaneda, gospod Emil Peternelj. Lep pozdrav. No, torej predstavil sem vam direktorja KGZ Sava d.o.o. iz Lesc. No takole, čas pa je zlato, kanede, gospod Emil Peternelj. Tako, posebno v zadnjem času. Posebno pa v zadnjem času. Evropa zahteva tudi svoja pravila, svojo ekonomijo. Potrebno je biti prilagodljiv, kaneda. No, pa pojdiva pravzaprav v leto 2004. Zakaj pravzaprav leto 2004 in kaj se je takrat dogajalo? Dejstvo je, da odločilno leto za pričetek oziroma za idejo o pričetku prodaje mleka na evropske trge je 2004. V aprilu 2004 so ljubljanske in slovenske mlekarne enostransko znižale odkupno ceno mleka za $2,4, s tem, da je bila že pred tem znižanjem 3 leta nespremenjena. In na osnovi ekonomike kmetij na območju zadruge in tudi lastnih zadružnih posestev smo začeli razmišljati o prodaji mleka na evropske trge. In do te prodaje je dejansko prišlo z 1. februarjem lanskega leta, se pravi s 1. februarjem 2005. Moram pa reči, da vzporedno z temi pripravami za prodajo mleka na evropske trge smo se pogajali s slovenskimi mlekarnami o odpravi te enostranske odločitve o znižanju odkupne cene. In žal smo bili pri tem neuspešni in smo, kot rečeno, z 1. februarjem, to se pravi točno pred enim letom, pričeli za prodajo vsega mleka, odkupljenega na območju Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ki zajema občine Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica in delno Bled, ter lastne prireje, kajti v sklopu zadruge sta tudi posestva Bled in Poljče, se pravi kompletno količino, približno 25.000 litrov mleka, začeli prodajati italijanski mlekarni Sterilgarda. Cena, ki smo jo v tistem trenutku dosegli, kljub plačilu vseh posredniških stroškov, je bila nekje med $5 in $6 več za rejca, glede na enako kakovost, kot bi dobil v slovenskih mlekarnah. No, gospod Emil, da ne bomo preveč hiteli, pa da bo bolj razumljivo, vendar se povrnimo še vidno v leto 2004. Torej, cena in pa denar. Pri denarju pa se vse tudi prične in vse neha. Kako pravzaprav bi to vplivalo takrat v letu 2004, ta pocenitev mleka na vse gospodarstvo, na kmete, ki pridelujejo, in kaj bi vse to pravzaprav potegnilo s seboj? To znižanje oziroma ta nižja odkupna cena bi potegnila tudi nadaljne zniževanje odkupne cene skladno z napovedmi slovenskih mlekarn in seveda opuščanje prireje mleka predvsem na manjših kmetijah za težjimi pogoji za pridelavo, se pravi gorskih in hribovskih kmetijah. Za samo zadrugo bi pa to pomenilo seveda zaprtje posestev in brezposelnih 24 ljudi. Moram pa reči, da glede na to, da smo prvi v Sloveniji začeli za direktno prodajo mleka na evropske trge, da je bilo kar nekaj, lahko rečem, nezaupanja, ali bo uspelo, a ne. Vendar verjemite, po vseh teh pripravah smo si zagotovili bančno garancijo in suport ene od slovenskih mlekarn, ki bi v primeru, da bi se karkoli zalomilo, prevzela to naše mleko. Tako da šli smo za popolno garancijo in nikakor nismo ogrozili položaja rejcev, ki so bili pogumni in so to našo ali mojo odločitev o prodaji mleka na evropski trg podprli. Mogoče pa še vprašanje, gospod Peternelj.
Omenili ste torej, kmetije z nekoliko težjimi pogoji in pa z oddaljenimi kmetijami. Kako pravzaprav so se vključili potem vsi te kmetje in pa te kmetije v ta vaš projekt? Dejstvo je, da logistično projekt ostaja tak, kot je bil. Se pravi, pobiranje mleka po terenu z obstoječimi prevozniki, obstoječo tehniko in pretakanje tega mleka v italijansko cisterno na našem zbirnem centru v Poljčah. No, vendarle pa ste s tem rešili tudi vse te kmetije, kaj ne da? Povečali smo prihodek na vseh teh kmetijah in ohranili seveda dejavnost na vseh teh kmetijah. Oziroma omogočili ohranitev dejavnosti. Omogočili ohranitev dejavnosti in pa seveda tudi življenja in pa kmetij, konec koncev. Greva v leto 2005, torej 1. februar, mislim, da je, danes smo, torej še nekaj dni do 1. februarja, potem pa dan D. Torej, kaj pomeni dan D? Prišle so italijanske cisterne, pravzaprav bila je ena ali dve, kaj ne da? Na tistem začetku prišle so prazne, odšle pa polne in to z kvalitetnim gorinskim mlekom. Bi nekoliko razsvetlili in pa osvetlili ta dan D, torej tisti 1. februar leta 2005. Ja, 1. februar leta 2005 pomeni, da je šlo kompletno mleko, kot že omenjeno, odkupljeno na območju zadruge Sava Lesce in prerejeno na lastnih posestvih, se pravi 25.000 litrov. To je en vlačilec v Italijo. In to je ta začetek. S tem je konec monopola slovenskih mlekarn in vzpostavitev konkurence na področju prireje mleka v Sloveniji. No, vendarle pa ljubljanske mlekarne so imele monopol. Torej, bile so tudi mnogo večje. Kako so pravzaprav reagirale na vse to, kar se je pa dogajalo na Gorenjskem? Glede na to, da je v Sloveniji prireja mleka za 30% večja kot pa poraba in glede na to, da je bil vedno problem v ljubljanskih mlekarnah, ker so morali odkupiti vso mleko, smo s tem dejansko pomagali ljubljanskim mlekarnam, da so se zmanjšali ti viški, ki so jih pač morale ljubljanske mlekarne po nižjih cenah tudi plasirati naprej. Torej, omenili ste nižje cene. Tukaj italijanski uvoznik pa vam ponuja višje cene. Kako pravzaprav se je pokazalo to v nadaljevanju, torej ekonomski status? Ekonomski status se ni spremenil. Se pravi, da mi vsem rejcem, ki oddajajo preko naše zadruge, zagotavljamo razliko v ceni, prej omenjeno, s tem, da vedeti morava, da smo zaustavili s to našo poslovno potezo tudi padec cen v Sloveniji, ki je bil napovedan za leto 2005 $5, za leto 2006 $10, uradno napovedan. Torej, lahko k tej višji ceni, ki jo dosegajo rejci v teh italijanskih mlekarnah, po odbitju seveda vseh stroškov, prištejemo še teh $5 do $10 padca cen, ki bi se v nasprotnem primeru zgodil v Sloveniji. No, sliši se ne veliko, $10 do $5, vendarle pri tej količini mleka, ki ga pravzaprav izvažate, ali pa ki ga pridelovalci tudi pridelujejo, pa je to kar življenjskega pomena, kaj ne? Ja, poglejte, recimo pri zadrugi Sava Lesce z enim šleparjem na dan, oziroma vlačilcem, se upravičujem, pomeni to 10 milijonov litrov mleka na leto in $10 pomeni 100 milijonov denarja ob istih stroških. Ob istih stroških in ta denar pomeni tudi, da je ostal na Gorenjskem, pravzaprav v rokah vas in pa vseh teh pridelovalcev. In izognili ste se s tem, pravzaprav tudi, mislim, da bi bila to kriza, kar se tiče kmetijstva in pa pridelovanja mleka, $10 manj na liter. Kakšne reakcije pravzaprav bi se sprožile ob tem dogodku, če bi obveljalo tisto, kar pravzaprav je tudi grozilo v tem letu 2005? Prav tako, kot se dogaja sedaj, se pravi, da se zmanjšuje odkup mleka strani slovenskih mlekarn na osnovi te prodaje na evropske trge, bi se prav tako zmanjševal ta odkup, ker rejci s to ceno ne bi več zdržali. Leto 2005 smo sedaj nekako razsvetlili in pa osvetlili. Italijanski uvoznik je z kvaliteto gorenjskega mleka ali pa vašega mleka, ki ga zbirate v cisterni v Poljčah, sila zadovoljen. Povejte pravzaprav, kako oni reagirajo po enem letu, kako pravzaprav pohvalijo se te naše mleko? Ja, moram reči, da so izredno zadovoljni, kajti Italija priredi okrog
30% manj mleka, kot ga porabi, oziroma le 70% lastne prireje in dnevno uvozi iz Slovenije, Madžarske, Češke, Nemčije in Francije manjkajočo količino. Za primer recimo samo mlekarna Sterilgarda, s katero smo mi pričeli, dnevno predela 800.000 litrov mleka, to se pravi, to je nekaj večji obseg, kot je velikost ljubljanskih mlekarn, in samo 100.000 ga odkupi od svojih rejcev, 700.000 ga pa mora pripeljati iz teh držav. Italijansko mleko, torej 30% primanjkljaja. Vzpostavlja relacijo kvalitete italijanskega mleka ali pa gorenjskega mleka. O tem danes še pravzaprav niti nisva spregovorila. Ja, moram reči, da gorenjsko mleko in tudi slovensko mleko presega vse te kriterije, ki veljajo v Evropski uniji. Prav zaradi tega dosegamo tudi sorazmerno ceno na teh trgih. Poleg tega je pa oddaljenost Slovenije približno v povprečju polovico manjša kot pa ostale dežele, iz katerih Italija uvaža mleko oziroma kupuje mleko. No, vendarle pa, glede na to, da so Italijani zadovoljni z vsem tem našim mlekom, gorenjskim mlekom. Povejte, zakaj pravzaprav so zadovoljni? Kaj gorenjsko mleko vsebuje, kar je na italijanskem trgu tako sila dobrodošlo? Zelo pomembna je vsebnost maščobe beljakovin, ki je višja kot v ostalih deželah. Poleg tega je pa število mikroorganizmov nekje v gorenjskem ali, če hočete, slovenskem mleku v povprečju pod 10.000 na mililiter. Slovenski kriterij za ekstra kakovostni razred določa 50.000, evropski pa 100.000. Poleg tega tudi število somatskih celic dosegamo nekje do 250.000 na mililiter, evropski kriterij je 400.000. To se pravi, vsi ti kakovostni parametri so dejansko tukaj zelo dobri ali najboljši. Krasno, torej leto 2004 in pa 1. februar v Italijo je odšlo koliko cistern? Ena ali dve pravzaprav takrat? Takrat je, kot rečeno, odšla ena cisterna, se pravi kompletno mleko, zadruge Sava LSC. No, zdaj pa, torej po enem letu pa, kako pravzaprav ste se širili? V enem letu mislim, da ste naredili čudo, vsaj kar se tiče tega izvoza mleka na italijanski trg. Ja, dejstvo je, da v tem letu smo povečali količino iz 25.000 litrov dnevno na 150.000 litrov dnevno ali 6 vlačilcev. To pa na osnovi odkupa mleka z ostalih zadrug gorenjske. Se pravi, odkupimo kompletno mleko z območja Bohinja, Nakla, delno Sloge oziroma mleko pa Združenja gorenjskih kmetijskih zadrug, kompletno mleko zadruge Cerklje ter kompletno mleko zadruge Litija in Grosuplje. Na tej osnovi smo to količino povečali na 150.000 litrov dnevno. Kot rečeno, poleg tega je bil pa na našem zbirnem centru v Poljčah zgrajen sodobni distribucijski center za prodajo mleka na evropske trge, ki edini v Sloveniji, poleg mlekarn, se pravi, smo edina zadruga, ki imamo možnost oziroma status za direktno prodajo mleka na evropske trge. Poudarjam, da je Sava LSC v tem trenutku edina zadostila vsem pogojem za direktno prodajo na evropske trge kot zadruga. No, o tem problemu, pravzaprav, o tej prednosti bova spregovorila še nekoliko kasneje. Kako vam je pravzaprav uspelo? Na začetku je bilo nekako nezaupanjem gledano vsi ti odhodi našega mleka v Italijo. Kako vam je potem uspelo pridobiti še vse ostale pridelovalce? So vam sledili pravzaprav? Kako so sledili, kako ste jih obveščali, kakšne uspehe žanite? Ja, menim, da ste tudi mediji k temu kar nekaj pripomogli, ne? Dejstvo pa je, da to, kar smo se dogovorili za italijanskimi kupci, je držalo in drži. Se pravi, roki plačila ne zamujajo. Moram reči, da na začetku oziroma s tistimi mlekarnami, s katerimi je bila prva sklenjena pogodba, je bil 7 dni, danes je z nekaterimi 14 dni, mogoče še to. Začeli smo z eno mlekarno, danes oddajemo mleko v 4 italijanske mlekarne, to so mlekarna Sterilgarda, Medigini, Aurikio in Bunici.
se pravi v 4 italijanske mlekarne, za katere imamo tudi ekskluzivo, se pravi, da ostale zadruge s temi mlekarnami ne morejo sklepati pogodb. No, torej, potrjujete pravilo, da kvaliteta vedno najde svoje mesto in pa svojega kupca, kaj ne da. Ja, dejali ste o širitvi. Širitev je kar nekaj, kar se pravzaprav dogaja pri vas in pa tudi imate nekaj projektov širitvenih. Kaj pravzaprav, če se povrneva v Poljče? Najprvo, kaj pravzaprav se je v tem letu dogradilo v Poljčah? Kaj se je naredilo? Kot omenjeno, se je zgradil sodoben distribucijski center za prodajo mleka na evropske trge. To se pravi sodoben CIP sistem za vso potrebno elektroniko, za pranje cistern, katere pobirajo mleko po terenu in potem prečrpavajo v italijanske vlačilce. Streha kompletnega dvorišča, kajti pretakanje med našo in italijansko cisterno mora po navodilih Veterinarske uprave Republike Slovenije potekati pod streho. 30.000 litrski tank oziroma bazen za mleko, iz katerega potem italijanski vlačilci prevzemajo to mleko, sodobna čistilna naprava, asfaltiranje dvorišča in tudi manjši laboratorij na tej osnovi oziroma v tem laboratoriju delamo te hitre teste na zaviralne substance, se pravi morebitno prisotnost antibiotikov ali detergentov v mleku že pred pretakanjem v te italijanske vlačilce, kajti v primeru, da bi prišlo do kakršnekoli napake, pri katerem od rejcev to mleko pač ne bi oddali, ker ne želimo izgubiti zaupanja. Do kakšne napake pa lahko pride? Lahko pride do napake pri vsebnosti ali pri prisotnosti antibiotika v mleku glede karence ali karkoli, ker določene živali je pač potrebno v določenih obdobjih tudi zdraviti in karenca pač za določen antibiotik obstaja 4-7 dni, s tem, da naši rejci jo vzamejo za še enkratno rezervo. Sam lahko bi se pač zgodilo, da katera od živali odreagira mogoče malo drugače in bi še vedno se pojavila kakšna zadeva v sledeh. Prav zaradi tega in nadaljnega zaupanja, ki ga želimo imeti na tem evropskem ali italijanskem trgu, vse te stvari pred oddajo preverjamo. No, zanimivo, Poljče in pa vse te cisterne, dejali ste šleparji, torej lahko si predstavljamo velika vozila. Kako pravzaprav pridejo skozi Poljče, kako pravzaprav krajani reagirajo na ves ta odvoz, torej nekaj hrupa, nekaj zaostankov tudi na cestah verjetno, ravno zaradi teh vlačilcev, vendar verjetno imate to vse tudi pod kontrolo. Moram reči, da ni bilo do danes na osnovi sodelovanja z krajani niti ene pritožbe. Vsi ti vlačilci oziroma šoferji vlačilcev po mnenju, ki jih dobim strani krajanov, so izredno korektni, izredno pazljivi in dejansko presenečeni so nad korektnostjo vseh teh voznikov in ostalih, s katerimi sodelujemo. V letu 2006 pa načrtujete tudi izgradnjo novega centra, kaj ne da? Kako pravzaprav, kakšna je vizija tega centra? Kako ga vi vidite? Kaj boste pravzaprav storili, zgradili, naredili? Zdaj ne vem, na kakšen novi center. Jaz mislim, da mogoče mislite na obnovo kompletnega posestva tudi v Poljčah. Dejstvo je, da že ta obstoječi center je prirejen na rekonstrukcijo posestva. Se pravi, da bo šlo še za delno dodatno posodobitev na tem območju Poljč. Se pravi, sam ta center, pa tako kot sem rekel, izpolnjuje vse normative, vse predpise, tako slovenske kot evropske veterinarske zakonodaje in zato pač ima uvalni žig, se pravi status direktnega prodajalca na evropske trge. Koliko delavcev pa pravzaprav skrbi za ves ta odvoz ali pa zbiranje mleka in tako naprej? Ja, znotraj zadruge skrbi diplomirana sanitarna inženirka kot odgovorna oseba, ki mislim, da jo bomo še potem lahko na kratko predstavili, za to koordinacijo in tudi za kontrolo nad kakovostjo surovine. S tem, da kar se tiče prevzema mleka, sodelujemo z
enim samim prevozniškim podjetjem, ki prevzema mleko vseh zadrug. S tem, da ta koordinacija je pa na njihovi strani. In nam s tem tudi zmanjša strošek, ker pač je zelo kvalitetno podjetje, nikoli še ni zamudilo pri prevzemu, razpolaga z novimi in zadostno kapaciteto vozil, tako da v primeru sneženja ali vseh teh zadev, ki so bile letos prisotne, moram reči, da nikoli ni bilo minute zamudo, ker so vedno 2-3 vlačilca za rezervo še poslali več. No, vendar pa tukaj obstaja tudi še administrativna meja med našo državo in pa med Italijo. Mislim, da se vam je zgodilo ravno pri prvem odvozu, pri prvi cisterni, mislim, da se je zgodil tam na carini tudi en dogodek, ne da? Ja, to so bili začetki, ne? Zgodilo se je 8. februarja na kulturni praznik, dejansko obstaja prepoved vožnje za kamione oziroma vlačilce na določeno težo. Ne obstaja prepoved, če prevažajo hitro pokvarljivo blago, kar v tem primeru je, ampak prihod praznih vlačilcev po to hitro pokvarljivo blago je bil v tistem trenutku sporen oziroma so bili zaustavljeni, vendar smo z določenimi potrdili vse ta vozila in vse te prevoznike opremili, tako da od takrat naprej moram reči, da tudi korektno sodelujemo z vsemi carinskimi in tudi z policijo po potrebi pri teh prevozih. No, kakšni težki začetki, vendarle pa vse se izplača, ne da, če je volja in pa če je znanje. Točno tako in seveda za zagotovljeno garancijo, ki jo pač mi vedno pri vsakem poslu imamo. Mogoče samo še to, pri prevzemu mleka, odkupa vseh teh ostalih zadrug smo se pogovarjali z kompletnimi zadrugami, nikakor nismo pobrali samo večjih rejcev, kjer bi bili stroški transporta, prevzema, analize in vsega tega manjši, tako da smo ohranili tudi osnovni temelj zadružništva, se pravi zaščita oziroma omogočiti preživetje vsem kmetijam, tudi manjšim. No, menim pa, da bi bilo potrebno omeniti tudi ta ovalni žig. Malo sem vas prekinil. Vendar je ta ovalni žig zdajle in pa ves ta izvoz mleka, mislim pa, da je to tisti višek, ki ste ga pravzaprav tudi dosegli. Ja, s tem nismo več odvisni od posrednika, se pravi od ene od mlekarn, ki pač so imele že prej ta status prodajalca na evropske trge ali izvoznika, ampak dejansko samostojno prodajamo mleko z lastnim zagotovilom, z lastnim ovalnim žigom. S tem smo zmanjšali tudi stroške posredniške provizije, tako da se bo cena za rejca za to pridobitvijo lahko še nekoliko povečala. Dejali ste stroške provizije in tako naprej. So ti stroški veliki? Na začetku so bili zelo veliki. Na začetku, ko smo mi pričeli s to zadevo, je bil strošek za ovalni žig in te administrativne dokumente, ki sodijo poleg njega, 2,2 centa oziroma 5,3 tolarja. Pomeni, da je bilo od enega vlačilca mesečno to 5 do 6 milijonov posredniške provizije. In kljub temu smo rejcem zagotovili 5 tolarjev višjo ceno, kot bi jo dobili pri slovenskih mlekarnah. Mogoče takole za konec, gospod Peternelj, da bi zaupali gledalcem torej vašo vizijo, vašo prihodnost, ne mirujete. To ste vajeni že od leta 2004. in mislim, da to človeku pride kar lepo v kri. Kaj pravzaprav še načrtujete v prihodnosti? Ja, kot rečeno, v prihodnosti nameravamo zadržati obstoječi obseg z skladno z določenimi dogovori, ki se dogajajo še med nekaterimi oziroma za nekaterimi zadrugami, tudi delno ta obseg prodaje v Italijo ali na italijanski trg povečati, vendar še vedno ne prekoračiti te meje 30%, se pravi količina, ki jo Slovenija ne porabi, ki je v Sloveniji pridelana ali prirejena nad potrebami, kajti ne želimo s tem sprožati ali prisiliti slovenske mlekarne k uvozu. Čeprav določen uvoz se dogaja, se je dogajal že prej, kajti tudi strani mlekarn
pred to našo poslovno odločitvijo se je dogajala določena prodaja mleka na italijanske trge. No, dejali ste, da se vam je pridružilo že mnogo rejcev in pa seveda vseh tistih, ki jih zanima to sodelovanje. Se to še pojavlja? Se vam še oglašajo, torej vas sprašujejo in bi se še radi pravzaprav pridružili tem vašem projektu? Ja, kot omenjeno, pogovori z določenimi zadrugami še potekajo. Moramo imeti mogoče še govedorejsko poslovno združenje, ki je nekaj mesecev za nami tudi začelo za prodajo mleka na evropske trge, ne, s tem, da v pretežni meri so se večji rejci odločili, ne za našega območja, ampak iz področju ostale Slovenije, se pravi v glavnem ne gre za prodajo kompletnih zadrug, ampak nekaterih večjih rejcev, v določenih primerih mislim pa, da tudi pretežnega dela rejcev znotraj zadrug. Poleg tega je pa tudi ustanovljeno Združenje gorenjskih kmetijskih zadrug, ki ima pač 8 oziroma 9 članic, torej zadrug, s katerimi smo se na začetku začeli pogovarjati za skupni nastop na italijanskem trgu in katerih količina predstavlja 30% vsega odkupa, bivšega odkupa ljubljanskih mlekarn. Pred to našo poslovno odločitvijo to pomeni 250,000 litrov dnevno, vendar potem pred samo realizacijo smo se pač odločili v tistem prvem trenutku in zaorali ledino samo v Savi Lesce. In kot rečeno, to Združenje gorenjskih kmetijskih zadrug tudi sedaj že delno sodeluje z nami, delno izvaža tudi že, oziroma prodaja na italijanski trg tudi že samo, vendar za vsemi se pogovarjamo, smo odprti za mogoče tudi nekje v prihodnosti, vkolikor bomo uskladili pogoje in seveda ne poslabšali položaja našim rejcem, ker smo le prevzeli velik del odgovornosti, ker smo se pač prvi za to prodajo odločili in prevzeli največji riziko. To se pravi, samo v primeru, da se ne poslabša položaj našim rejcem, smo seveda pripravljeni tudi določene zadeve uskladiti z govedorejskim poslovnim združenjem in za Združenjem gorenjskih kmetijskih zadrug. Torej se strinjate s pregovorom, da kdor prvi seje, tudi prvi žanje? Ja, tako je in prevzema tudi odgovornost. Ko so pa enkrat stvari uspešne, pa seveda je potrebno tega nekaj imeti. No tako, naj bodo stvari še tako naprej uspešne, kot ste si jih zastavili, gospod Emil Peternelj, in pa seveda veliko poslovnih, pravilnih odločitev in pa mnogo uspeha še naprej. Hvala lepa. Še vedno smo cenjeni gledalci v oddaji Uspeh na smeh, z nami pa že druga današnja gostja, to pa je gospa Urša Kokalj. Gospa Urša, živijo. Dober dan. Zakaj živijo? Malo ste mlajši, da nekako naredimo oddajo tudi bolj zanimivo in pa seveda mladostno zaradi tega. V redu, torej odgovorna oseba iz zbirnega centra surovega mleka, kaj naj to pomeni, Urša? To pomeni, da skrbim za kontrolo mleka in kakovost mleka pri sami prodaji oziroma posredovanju mleka na tuje trge. In kakšna je ta skrb? Kaj zadeva ta skrb? Kakšen je vaš delovnik? Kaj pravzaprav počnete, ko takole dejali ste, da skrbite za kakovost mleka? To pomeni, da naši kontrolori kontrolirajo mleko po terenu. Od tukaj lahko ugotovimo, kakšna je sama kvaliteta mleka določene zadruge. V samem zbirnem centru pa potem odvzamemo vzorčke iz samih cistern mleka, katere dodatno analiziramo na kemijo, mikrobiologijo. Poleg tega upravljamo tudi analize hitre teste ali test se temu reče, za ugotavljanje prisotnosti škodljivih snovi v mleku. S tem testom potrdimo ali ovržemo to prisotnost in ob tem izdamo certifikat o ustreznosti mleka, ko italijanski kamion opremimo z temi komercialnimi dokumenti in tem certifikatom. Od tukaj naprej lahko kamion
štarta. No, predno razširjena so to dejavnosti, postate dela, ki ste jih sedaj tudi omenili. Pa povejte, kaj pravzaprav se zgodi ali pa se je že zgodilo, kako potem, če je mleko, torej ni pravo, torej če najdete v tem mleku tisto zadevo ali pa tisto snov, ki pa pravzaprav ni za izvoz ali pa bi mogoče pokvarila celotno pošiljko, kaj ne? To mleko potem odpeljemo na uničenje, skladno z zakonom, skladno z HACCP-om, kar pomeni, da gre odvisno, katere snovi so prisotne v mleku, tiste bolj škodljive snovi, ki so prisotne v mleku, oziroma to mleko s takimi škodljivimi snovmi, gre na uničenje v koto. Mleko z ostalimi oziroma drugimi določenimi škodljivimi snovmi pa gre na uničenje na čistilno napravo. Kako pa izgleda takale analiza? Bi lahko našim gledalcem malo približali pravzaprav to vaše delo in pa vse, kar pravzaprav ves potek tega dela ali pa analiziranja? Torej, ko kamion pripelje, slovenski kamion pripelje v zbirni center, se pred samim pretakanjem odvzamejo vzorčki, kateri se analizirajo na prisotnost teh škodljivih snovi. Ta test je izredno enostaven. Vzamemo vzorček, normalno s pipeto, ga neko določeno količino mleka spustimo v test, inkubiramo in potem po nekem določenem času odščitamo prisotnost teh snovi oziroma odsotnost teh snovi. Nato opremimo italijanski kamion z certifikatom o ustreznosti mleka in pa s komercialnimi dokumenti ter CMR-om. Torej, kaj naj bi ne smelo biti v tej pošiljki, ki je namenjena na italijanski trg? Katere zadeve pravzaprav in pa kako odpraviti in kako pravzaprav vi potem ukrepate, če slučajno pa naletite na tisto nekvalitetno vsebino mleka? Torej, to so te škodljive snovi, kar pomeni antibiotiki, detergenti, razna zdravila, katera presežejo določeno dovoljeno mejo. Mleko, ki vsebuje te škodljive snovi, gre na uničenje na koto oziroma na čistilno napravo. Kako pa pravzaprav pride to do živali? Kako je to s pašo? Kako pravzaprav vsi ti detergenti, ki ste jih omenili? Antibiotiki pridejo v mleko z zdravljenjem živali ob kakšni poškodbi, ob vnetju vimena oziroma kakih drugih poškodbah. Detergenti pa pridejo v mleko zaradi nezadostnega izpiranja po čiščenju samega mlekovoda oziroma bazena, v katerem se mleko hrani. Pa se dostikrat pojavi tudi to nekvalitetno mleko? Ne, tega do zdaj ni bilo. No. Torej, ne beležite niti enega primera? Ne. V vseh teh letih, torej v tem letu od 2005 do 2006 se ni to zgodilo? Ne. Morda se moramo temu zahvaliti kloramfenikolu. Kaj to pomeni? To pomeni, da od te afere s kloramfenikolom, ne vem točno, kjerga leta je sicer že bila, pomeni, da zadeve so se zelo sankcionirale oziroma da so vsi rejci zelo previdni pri tem in še posebej pozorni na to, da tako žival odstavijo. Zakaj pravzaprav mislite, da je naše gorenjsko mleko tako kvalitetno? Kaj vsebuje, da je tako kvalitetno? Kvaliteta je odvisna od same paše, od hrane, ki jo dajemo živali, in pa seveda od same narave oziroma področja, na katerem se nahajamo. To je visokogorsko področje. Menite, da to visokogorsko področje je še vedno zaščiteno in pa nekako odmaknjeno od vseh teh kislin, ki so pravzaprav po svetu tako? Tako, ja. Merdane. Kar pokaže se tudi potem v višjem odstotku maščobe, beljakovin in ostale kvalitete mleka. Ravno zato so Italijani prav nad tem navdušeni. Torej, s to tradicijo živimo v prelepi deželi še vedno. Tako. Kaj pa nam to deželo lahko, pravzaprav to pravljico, spremeni? Težko bi rekla, kaj vpliva. Mislim, da zadeve tečejo ustaljeno.
da smo vsi zadovoljni z poslovnim sodelovanjem, tako da menim, da ni bojazni, da bi se pravljica končala. Krasno. Pred seboj imate pa tudi eno knjigico. Zakaj je ta knjigica in kaj piše v tej knjigi? To je v bistvu HACCP zbirnega in distribucijskega centra surovega mleka, to je neka dokumentacija, ki je bila potrebna za pridobitev tega ovalnega žiga s strani VURS-a. In v tej knjigici oziroma ta HACCP določa vse dejavnosti, ki se izvajajo v distribucijskem zbirnem centru, pravilnike, na katerem temeljijo vse te dejavnosti, kakovost, kateri sledimo. No, pa razčleniva vse te trditve. Torej, kakovost dejavnosti in vse, kar pravzaprav piše v tej knjigi. V bistvu gre za pravilnik o notranji kontroli in kakovosti mleka, to gre za kontrolo mleka oziroma pravilnik določa kontrolo in kakovost mleka po samem terenu, ter kakšni kakovosti mora mleko ustrezati, kakšne kvalitete mora imeti. Potem so zdravstveni ukrepi v primeru odstopanj teh parametrov od normalnih vrednosti mleka. Potem gre za sam zbirno-distribucijski center surovega mleka, katere dejavnosti se upravljajo v tem distribucijskem centru. Reče se navadno from table to stable, oziroma from stable to table, kar pomeni, da sledimo vsem kontrolnim in kritičnim točkam procesa od same dostave surovine v distribucijski center do distribuiranja tega mleka. Poleg tega so tukaj še razne stvari, kako poteka pranje teh cistern mleka, kako skrbimo za higieno, kako ukrepamo v primeru oziroma prisotnosti glodavcev, insektov. No, kako pa skrbite za vso to higieno? Kajti higiena je, tisto prvo in osnovno vodilo, kaj ne? Izdela se program čiščenja, po katerem sledimo oziroma ga upravljamo dnevno. Gospa Urša Kokalj, v nadaljevanju seveda vam želim mnogo uspehov in pa čim manj tistih prepetljajev negativnih, ki bodo lahko tudi vplivali na ugled in pa na izvoz vašega mleka. Hvala lepa za lepe želje. Tako, dragi gledalci, to je bila naša druga gostja, gospa Urša Kokalj. Gorenjsko mleko in vse, kar se je dogajalo in pa kar se dogaja, so že pravzaprav povedale kar dve osebe. No, imamo pa že tretjo, to pa je gospa Šemarel Marinka, je pa vodja za področje kmetijskih zemljišč. Gospa Marinka, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kaj to pomeni? Vodili ste delo pri izgradnji zbirnega centra. O tem zbirnem centru smo govorili že z vašim direktorjem, vendarle ne dovolj. Mislim pa, da ste vi tista oseba, ki boste lahko malo bolj razsvetlili, kako pravzaprav se je gradil in pa kako je nastajal ta zbirni center. Za potrebe zbirnega centra je bilo potrebno preurediti kar nekaj prostorov in sicer vse v okviru obstoječe farme. Ti prostori so bili že prvotno namenjeni zbiralnici mleka, tako da se sama namembnost ni spreminjala, vendar jih je bilo potrebno nekoliko posodobiti glede na vse potrebe in potrebno zakonodajo. Potrebno je bilo upoštevati našo slovensko, ki je usklajena z evropsko zakonodajo, in tako da v same objekte farme niti nismo posegali, pač pa izresno samo posodabljali. In kaj ta zakon pravzaprav narekuje? Kaj predvideva? V čem ste morali spremeniti ta zbirni center, da ste zadostili, pravzaprav, da ste zadovoljili potrebe Evrope, če ne že tudi našega zakona? Ja, za potrebe zbirnega centra in posledično kasneje tudi pridobitev ovalnega žiga je bilo potrebno
zgraditi oziroma izboljšati prostor, v katerem sedaj stoji 30.000 litrska cisterna. Prostor je bilo potrebno opremiti s keramičnimi ploščicami, ki morajo biti kislinsko odporne. V bistvu vso zakonodajo upoštevati tudi glede opreme samega prostora. Potrebno je bilo dograditi oziroma posodobiti obstoječe sanitarije, določene vodovodne priključke je bilo treba pripeljati na novo, posodobiti razsvetljavo, izboljšati sam dostop do teh prostorov. Istočasno je bilo pa potrebno za pridobitev uvalnega žiga obstoječo, že triprekratno greznico pretvoriti v mehansko čistilno napravo, tako da so naši iztoki kljub pranju cistern čisti. No, to so kar veliki projekti in pa tudi zahtevni projekti. Ja, Kako ste pravzaprav to rešili? Saj konec koncev leto 2005 in pa tisti 1. februar, ko je odpeljala prva cisterna mleka, gorenjskega mleka v Italijo, takrat še niste pravzaprav imeli vsega tega, kar je se zakonu pravzaprav tudi prilega narejenega. Ne, mislim, da je bilo treba tukaj izredno hitro te zadeve postoriti. Mislim pa, da smo imeli tudi veliko srečo, da so imeli velik krog sodelavcev, gradbena firma, nam je šla tudi v tej izgradnji kar na roke, obrtniška dela so tekla tako po pričakovanjih. No, nekako ste imeli vse skupaj tudi poslano z nekoliko sreče, kajti vse te zahteve, o katerih ste ravno kar govorili, to niso mačji kašelj. Vodili pa ste delo pri izgradnji. Na katere težave pa ste naleteli? Sigurno ste imeli tudi kakšne težave. Vse vam pa le ni šlo tako gladko od rok. Ja, nekaj težav je bilo. Mislim, da je bilo največ problemov pri zagotavljanju rokov, kar se obrtniških del tiče. In pa imate zdaj le pravzaprav pri tej izgradnji postorjeno vse, ali vam glede na evropski zakon ali pa, če že hočete, naš zakon, kateri pravzaprav je strožji? Ja, mislim, da bi rekla, da je skoraj strožji naš zakon. Gospa Šemarl Marinka, dejali ste čistilna naprava, da je dobro nadomestilo, nova tehnologija. Kako pravzaprav in kakšna izgleda ta čistilna naprava? To je mehanska čistilna naprava, izdelana, v bistvu zgrajena na območju obstoječe triprekratne greznice. V bistvu je namenjena čiščenju odpadnih površinskih vod, pravzaprav za pranje mleko, ki izteče pri pranju cistern in pa iz prostora, da so te vode ustrezne, ker ta voda potem izteka v potok. In prve analize so pokazale, da je ta voda neoporečna. Pa so nadaljne tudi še analize ali je bila samo ena analiza? Potrebno so nadaljne analize, nas to zavezuje tudi obstoječa zakonodaja. Pa te analize vi pravzaprav tudi upravljate? Ja, glede na to, da je zdaj izgrajena tale nova mehanska čistilna naprava, smo pravzaprav mi dolžni, da poskrbimo za ustrezne analize. No, takole, brez tega tudi ne gre, da? Zakoni so zakoni in potrebno jih je tudi upoštevati. Tako je. Tako, upamo, da se ne bodo kaj prehitro spremenili, kajti s tem spremenjenim zakonom bo potrebno tudi pri vas spreminjati. Vi pa ste za sedaj, mislim in upam, postorili dovolj, tako da boste lepo obratovali naprej in pa v želji tudi verjetno naših gledalcev in pa tudi osebno mene, naj vam potekajo posli tako kot se šika in uspeh pač sledi tudi nasmeh. Ja. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bila gospa Šemarl Marinka, vodja za področje kmetijskih zemljišč. Za konec današnje oddaje pa še zadnji in četrti gost, to pa je gospod Janez Šebat. Janez Šebat, dober večer. Dober večer vsem. Torej, leto 2005. Takrat ste bili nekoliko razburjeni. Kaj pravzaprav vas je razburilo? Kaj vas je prignalo do tega? Ali pa tako vprašanje, kako ste gledali tisti 1. februar
ko je odšla prva cisterna v Italijo? No, na naši domačiji smo gledali na to z optimizmom. Druga stvar, so nas pač prisilili z ceno, padanjem cene mleka, 2,5 tolarja v ljubljanskih mlekarnah, z napovedjo, da bodo zmanjšali še za 2,5 tolarja, z napovedjo, da bodo zamaknili še en mesec plačilo mleka. To bi pomenilo propad kmetije, ker naša kmetija, ki smo jo tukaj zgradili, je na komercialnih kreditih in ni bilo sredstev iz Bruslja, ker ni bilo volje, da se ta kmetija obnovi na ta način in da se na ta način predstavi v drugo okolje. In seveda, če bi mi ostali v ljubljanskih mlekarnah in če bi bila ta grožnja izpolnjena, kot se nam takrat pač, oziroma ta napoved za zmanjšanje cene mleka in za zamik plačila, potem bi mi kot kmetija propadli, ker zaradi hipotek bi nam banka zasedla kmetijo, ker ne bi mogli plačati. In edina rešitev je bila, da smo se preusmerili na drugi trg. Na trg Evropske zveze, kateri člani smo. Ker to ni nobena izvoz mleka, kdo misli, da je to izvoz, to ni res. Izvoz ni, mi smo se samo preusmerili na druge mlekarne, oziroma so se zrli za mlekarnami, ki bi mleko boljše plačale v okviru Evropske zveze. No, vendarle pa ste takrat zapadli v resnično krizo. Tudi kmetija se je takrat dograjevala, Kanada, in resnično niste videli izhoda. Kako pa ste gledali na to? Bil je določen rizik, kaj ne? Normalno, bil je, recimo, da je bil to rizik, samo moram reči eno. V to smo šli vsi člani zadruge Lesce, ki oddajamo mleko, zavestno, sklepom na občnem zboru in smo se zavestno odločili za to. Ne samo poklicni, ki se poklicno ukvarjamo z mlekom, oziroma s prodajo mleko, ampak vsi tudi manjši, kateri imajo to dopolnilni dohodek k službi, in vsi smo se odločili za ta riziko in da v to smer gremo. Seveda začetne težave so bile dosti težke in premagali smo začetne težave, seveda smo si tudi zagotovili bančno garancijo, ker smo se le bali zaradi plačila, tako da smo šli raj tolar manj, kot pa, mislim, da smo plačali tudi te garancije bančne, kot pa da bi izviseli, oziroma da ne bi dobili nekako plačila. Bili smo, moram reči, takrat zelo, zelo previdni. Omenili ste začetne težave, pa bi nekako se spomnili, katere so bile tiste, ki vam niso dale spati? Ja, prvi problem, ki je bil tukaj, moram reči, ko se je začelo prevoz mleka v Italijo, so nam ostavili vlačilce, vidite velike cisterne na meji, na praznik 8. februarja se spomnim dobro in potem naslednjo nedeljo v Postojni, češ danes je praznik, ne more iti po mleko. In ni pomagalo nič drugega, kot je urgiral, da je moral direktor iti pač v Sežano na mejo in urgiral pri prostojnih oblasteh, takrat na meji. No, potem seveda je bil problem s pranjem. Problem s pranjem avtomobilov, ki so jih prali v Vipavi. Tukaj moram reči, da so nam ponudili pralnik, nekateri pač so tudi hoteli nam rekel bogateti, ampak dobiti gotov denar tudi skozi nas, in so nam ponudili kar za 5-krat večjo ceno pralnik, kot smo ga potem kupili. Tako da takrat malo jemlješ z rezervo, kaj so ste mislili. V glavnem to ni bila ponudena pomoč, ampak nekako bi rekel špekulativno. Bomo pa še mi predstavili piskarci nekaj od teh kmetov dobili. No, to je ena stvar, ki va pač, in to zdaj smo tudi prebrodili v teh letih. No, potem so nam ostavili šoferje, so nam tehtali kilažo, srečni so bili nikoli, prav premenjeni, tahomere, preglede tahomerov zaradi predolge vožnje od čez 8 ur in take stvari so se dogajale. Tako da te začetne stvari smo pač uredili. Potem smo se zavedali, da moramo narediti svoj center, da je le Vipava daleč, čeprav nam je začetku pomagala, da je daleč in da moramo mi narediti svoj center in postati samostojni v tem poslu. No in upravni odbor, kot pač na čelu tudi recimo z direktorjem, s predsednikom zadruge, smo pač šli v to, da v Poljčah na tem našem zadružnem posestvu pač zgradimo
center za pretakanje mleka, ki bo odgovarjal evropskim normativom. No in to smo naredili, to se je zgodilo, napravili smo in pred kratkim decembra nekako je bil tehnični prevzem strani veterinarske uprave, inšpektorjev. Popravili smo še gotove stvari, kar je bo treba popraviti, kot je varnost in te stvari. No in seveda, ko smo vse tole naredili, smo dobili odločbo in zdaj 1. februarja bomo tudi imeli slovesno otvoritev oziroma odprtje tega našega centra, ki je edini v Sloveniji in smo edina zadruga, ki smo si upali ugrizniti v to jabolko, ki pa moram reči, da je bilo zelo riskantno. No, to vemo. Nekoliko se povrnimo na vašo kmetijo. Bi predstavili vi kot pač rejec živali in pa pridelovalec mleka, imate to kmetijo nekoliko prirejeno. Kako pravzaprav ste jo gradili? Na kakšnem sistemu je zgrajena? No, vedeli smo eno, pač jaz pravim eno. Če hoče zgraditi kmetijo, je to stvar 2 oziroma 3 rodov. Eden ne more. Posebno v tem delu Zgornje Gorenjske, ko zemlja ni bogata, nas ni obdarila z rodovitnostjo, ampak bi lahko porabil, rekel, obdeluj me, če ne bom jaz tebe. No in sin se je odločil eden od sinov se je odločil, da bo prevzel kmetijo, kmetovanje, šel je tudi na ustrezno šolanje, zaključil je pač, on je inženir zootehnike, ki je tudi zdaj lastnik kmetije oziroma nosilec kmetije. In vedeli smo, da v vasi ne moramo preživeti. Zato smo tudi odločili, da gremo pač po sistemu, kot smo ga tudi videli v drugih državah Evropske zveze, da bo le trebajte iz vasi ven, ker samo tako nam bo omogočen tudi razvoj in pa normalno delo. No in tako smo se odločili, da postavimo tukaj stavbo oziroma prenos cele kmetije. Vse še ni bilo realizirano, ampak z dobro voljo in s pridnostjo mislim, da se bo to tudi naredilo. No, tako smo mi tudi iskali, kakšen sistem hleva, kako bo. Tukaj prve napotke nam je dala Biotehnična fakulteta. Seveda potem so se pa gotove stvari tudi drugi zanimali za to in na koncu smo se odločili, pač kot smo tudi ogledali si na Bavarskem, Zgornjem Avstrijskem, Salzburškem in pa na Koroškem posamezne gradnje teh novih hlevov s tem načinom, s pregledom in pač upoštevali smo mi tudi takrat, ko smo začeli že tudi normative nitratne direktive, tako se ima švedske, nemške direktive smo upoštevali, kar jim pri nas še ni šlo preveč v zakup. In so nam pač tudi učitali, da smo preveč velike jame naredili za gnojevko. No, sedaj, ko je pa prišla nitratna direktiva, se je pa skazalo drugače. Da smo bili na pravi poti in da ni bo treba nobenih popravkov na tem delu. No, pri tem pa moram reči, da smo cele 4 leta prosili za gradbeno dovoljenje. Vmes so bili še druge ovire, včasih skoraj nepremostljive, ki je predolga zgodba za današnji dan. No, pa vseeno, mislim, da bi bilo umestno vsaj. No, recimo, eden takih absurdov je bil, da bo uničen ozon, zato ker so zračniki v strehi. Drugi absurd pri tem je bil prijava na vodno skupnost Gorenjske, da bo, dobro poslušajte, letališče Lesceh poplavljeno zaradi dežja, ki se bo odtekal iz te strehe tega hleva. Take, ne bom rekel otročje, ampak skoraj neumne stvari in so nam tudi žrle živce. No, torej so nekateri pač hoteli, da ta kmetija ne zraste. Tako. In da se ta kmetija ne gre, da ta kmetija nekako propade, oziroma jaz mislim takole, da petelina, če primerjam nekako z naravo, petelin, če prezgodaj poje, se mu zavije vrat, ker moti spanje. In kaj mislite, da je tisti direktni vzrok, da ta kmetija ne bi smela delovati v tem naravnem okolju, pravzaprav, da naredi tudi tako škodo, kajti ena streha vendarle ne more poplaviti letališča 3 km ali 4 od tod? No, to so bili take, jaz bom rekel, otroške igrice. Sicer ti živce malo načne, tako, ampak vendar
se tudi to premaga za dobro voljo. Največkrat je pa krivo to, da nimaš, ker imamo tudi pač na Gorenjskem tudi to je, imamo pretrdo hrbtenico in pa pretrdo koleno. Gorenjska trma, verjetno. Tako bom rekel, ne. V redu. Pralnik za pranje mlečnih cistern, mislim, da je to kar nujnega pomena in pa... No, če smo hoteli narediti ta center za pretakanje mleka, je bilo to nujno. In prve ponudbe so bile tam nekje 18 milijonov plus kar nekaj milijonov montaža. No in ker pač nismo s tem hiteli, smo počakali na boljše, ugodnejše pogoje, je bo nazadnje tudi 5-krat cenejše. Tudi samo za vmes. In pralnik je zelo v redu, pere, tako da imajo avtomobili, kolikor meni zdaj znano, tam nekje 12,000 mikroorganizmov maksimalno, mislim te avtocisterne, ki se tam perejo. In to se reče zelo kvaliteten in tudi kvalitetno prano. No, sodelujemo pa tukaj z firmo Henkel oziroma z njihovim distributerji, ki tudi stojijo tukaj ob strani in pač budno pazijo, in pa tudi seveda serviserjem, ki ga imamo stalnega, vsi enega, pač naše gore list. In ne bi rad zdaj to reklamiral, ampak vendar skupnimi močmi, skupnimi napori, tako razumevanjem kmetov, razumevanjem delavcev na posestvu v Poljčah, nam je to uspelo. Koliko prebivalcev poleg sina in pa vas pravzaprav je pod to nevarno streho? No, tukaj je še sinova žena, otroci, moja žena. Tako da nas je nekako ne 6. Kaj pa v hlevu? Kaj pa v hlevu? No, v hlevu je pa poln, toliko kot je bil planiran, tako je število in še nekaj več kot je bilo planirano, je število živali v tem hlevu. Je število živali od leta 2005, ko smo se midva zadnjič srečali in pogovarjala, mogoče že kaj pomnoženo, povečano? Ne, pomnožilo se ni, ampak se je popravila tako kvaliteta mleka in pa količina mleka. Se je popravila, ker ne gre čez noč, tako da tudi vsebnost, mislim tudi kot ostale, kot somatske celice, mikroorganizmi, vse se je popravilo, ker v tem času smo tudi, mislim, ta zgradili ta mozišče, tako da nekako nam stvar teče. Sicer ne bomo, toliko bom rekel, da nam teče, da sproti zdaj obvladujemo finance in sproti lahko plačujemo tudi anuitete, ki pa niso majhne. Na konec koncev bili ste veterani glede tega, prebili ste let in konec koncev jeklo, kaj ne, se kali celo življenje. Ja, samo potem postaneš precej trd. Postaneš trd in včasih ne razumeš drugih, ko enkrat prebiješ ta zid, ko prebiješ te stvari, probleme, ki so včasih skoraj nerešljivi, in takrat pa postaneš trd. Kaj se je, gospod Janez, spremenilo od tistega 1. februarja leta 2005 pa do sedaj? No, prvo, kar je to, da nimamo skrbi okrog plačila mleka, tudi v okviru zadruge, da se to denar obrača, da so redna plačila in ostalo pa niti nikakšnih sprememb. Normalno morajo biti mleko, mora biti tako kot prej, 4 stopinje ohlajen, norme so iste, kot so bile, na račun mikroorganizmov, na račun somatskih celic, pač plačeno po tolšči in beljakovinah, in pač kakšna je osebnost, toliko je tudi denarja. Nekje, če kdo misli, da bomo tukaj, ne vem, kakšne astronomske vsote dosegali, se je pač zmotil. Moram pa reči pri tem tole, da imamo tudi direktorja, ki se zna, čeprav je začetnik bil na tem področju, ker on je bil prej v drugi službi, da pa se zna pogajati tudi za ceno mleka in pa pač izkoristili smo to prvi ponudnik na tuje trge oziroma na trge drugih mlekarn, ljubljanske, in to je tudi neka prednost, ki prinese tudi kakšen tolar več. No, vendarle pa v tistih črnih dneh, ko so vam zniževali ceno mleka, niste videli pravzaprav prihodnosti in pa možnosti za preživetje, torej se je vendarle spremenilo, kajti sedaj pravite, da cena nekako je tista prava in omogoča torej delovanje. Cena ni še prava, ker vemo, mi spremljamo, zelo dobro spremljamo
ceno po mlekarnah, avstrijskih, nemških oziroma pa evropskih mlekarnah. Nekje so nižje, kot nam plačajo, nekje so višje. So pa tukaj izredno močni zahtevki, tako sindikata kmetov oziroma teh organizacij, kot je zbornica Združenje kmetov v Avstriji, v Nemčiji, po večji ceni, posebno Holandija, kjer enostavno povečal se je delovna storilnost, se je povečala tudi do 10-krat, tudi zaradi nove tehnologije, ampak na drugi strani pa, če gledamo pri nas mlekarne, pa niso zmanjšali, oziroma se pa ni povečala delovna storilnost, ampak so ostali pač zmeraj nekako, če primerjamo ljubljanske mlekarne, v kateri imamo tudi mi, naša zadruga, delnice, se ni zmanjšal delež zaposlenih za bistveno, ampak še zmeraj, če primerjam to mlekarno z mlekarnami v Evropi, nekako imajo 4-krat več zaposlenih v ljubljanskih mlekarnah in to je nemogoče, da zdržijo s ceno. To je ena stvar, ki je, in pa druga stvar, ki je pri temu, pač dobile so naše mlekarne pred pristopom kar lepe denarje za prilagajanje Evropski zvezi, ampak to so porabili zdaj v druge namene in se niso znali ali niso verjeli, da so to zgodili, tudi niso verjeli, da bomo kmetje to pot obrali. Mogoče eno vzporedno vprašanje še, gospod Janez. Kakšno je vaše mnenje, kaj si mislite o teh veletrgovinah, torej o koncernih in tako naprej? Verjetno imate eno svoje mnenje. Ja, svoje mnenje imam in to mnenje je tako, da smo kmetje v Sloveniji med seboj premalo povezani, premalo enotni, da bi nastopili enotno proti tem trgovinam. Če bi se to zgodilo, da bi mi enotno nastopili v okviru ne samo nas, ampak tudi drugih dežel Evrope, mislim, da bi tudi tukaj se prebil in da bi te marže ne bi bile tako velike. Ker če primerjamo, ko je bo Združenje govedorejcev pred leti smo šli v Kanado na ogled kmetij, tam je le 5 do 10% maksimalno so kmeti sami dosegli z trgovinam, da imajo za osnovne živila majhne marže. In tega je pri nas, če bi se tukaj trgovina tega zavedala, ne pa da gromozanske dobičke delajo trgovine v drugih državah na naš račun, prav tako recimo ljubljanska mlekarna v Tuzli naredila mlekarno, samo z denarjem, ki smo ga prispevali osnovni pridelovalci mleka, ker drugače na gre, če nimaš surovine na račun cene, mislim, da je bilo to zgrešeno. In tudi trgovine, še enkrat poudarjam, če ne bodo upoštevale tukaj tudi zaradi potrošnika. Tudi zaradi potrošnika, ker nas gre tudi za potrošnika, ker on je naš kupec. In mislim, da ga tukaj odirajo do kosti. Na eni strani nas, na drugi strani predelovalno industrijo našo, če tako rečem, in potem je ogromne marže, ogromni denarji so se pa pri izdelkih, sirih in teh se pa tam dvigne cena, in če bi se to nekako porazdelilo, bo za vse prav, tako za potrošnika oziroma kupca, tako za osnovne predelovalce, kot za predelovalno industrijo. Samo majhno bo to treba razdeliti. Torej menite, gospod Janez, da je naš gorenjski ali pa slovenski petelin premalo glasen, torej potrebno bo nekoliko močnejše kikirikanje. Ja, če bo pa močnejše kikirikanje, je pa nevarnost, da mu zabijejo vrat. Aha, no torej, kaj zdaj narediti? Nič. Torej počakati, da boljše čase delati. Delaj in ne obupati. Mislim, nismo navajeni na jamrene, ker jamrene in stokane prinese nič, ampak je treba delati, stisniti zobe in zahtevati svoje pravice. Tako je. To je približno. No, tudi v neposredni bližini vaše kmetije je nekdo že davnega leta 1800 zahteval neke pravice. Bil je tudi pesnik, po njem imamo tudi himno, torej o kom pravzaprav govoriva zdaj, Janez? Ja, o Ribčevem Francetu z Vrbe. No, o Prešernu govoriva. Torej prosto po Prešernu, Janez, vi poznate ta rek? No, v nekih pesmih je takole napisal, pa ga bo majhen predelal po svoje. Slep je, kdor se s petjo enkvarja, kranjec mojemu osle kaže. On živi in umarja brez denarja. Jaz bi pa rekel tako, slep je, kdor se z zemljo ukvarja.
Kranjec moj mu osle kaže, on živi in umrje brez denarja. In nadaljeval je to naprej, ko je takole rekel, še jaz govorim na pamet, ker cele pesmi se zdaj ne morem trenutno spomniti. Lani še slepar prodajal je starino, letos on si kupil je greščino. Kako tudi ta njegova misel paše v današnji čas. In verjetno bo pasalo tudi v prihodnosti. Verjetno, če se ne bomo sami zavedali, da ne bomo jamrali, stokali, ampak bomo vzeli stvar v svoje roke in delali naprej, tako po meri nas samih. Gospod Janez, hvala za ta razgovor, mislim, da je bil tudi poučen, tako za nas, kot tudi za vas, cenjeni gledalci. Nasvidenje v prihodnji oddaji, upajmo, da ste uživali v oddaji Uspeh na smeh. Hvala za pozornost in lep pozdrav.